No, sanje in njihove podobe so lahko ključ do odkrivanja naše notranje moči. V nadaljevanju bomo spoznali posebno prakso, ki se je razvijala skozi stoletja in omogoča dostop do globih ravni zavesti ter preoblikovanje naše resničnosti. Več o tem pa nam boste seveda povedali naši gosti. Z menoj sta dr. Mala Kline, slovenska učiteljica šole podob, in pa Petra Rijavec, prevajalka, certificirana praktikantka šole podob. Dobrodošli, gospe. Hvala. Kako sta? Zelo v redu. Zelo v redu, to je pa lepo slišati. Kabala luči je knjiga, s katero ste se ukvarjali in lahko rečemo, da živita to knjigo. Ja? Temelji namreč na starih praksah, ki nekako spodbujajo domišljijo in razsvetlijo dušo. Na kakšen način? Mogoče, če lahko za začetek, že pri imenu se ustavimo Kabala luči. Jaz bi samo opozorila, v bistvu, da se ljudje ne bi ustrašili tega imena Kabala, ker v bistvu se mi zdi, da je malo že tako zlorabljeno, v resnici pomeni pa samo sprejemati. In v tem primeru gre za sprejemanje te luči, o kateri govorimo, in pri tem se v bistvu odpremo tej luči izvira. Zdaj ne razumem čisto dobro, ali vam ne dela mikrofon, ali dajte tlele spode mikrofon. Kje? Je? Je, super, dajte ga vzeti. Hvala lepa, se opravičujem. Ja, se pravi, o imenu smo bili in se pravi, o kabali sem želela reči samo to, da se ne bi kdo ustrašil pač samega imena, da kabala pomeni sprejemati, se pravi, gre za sprejemanje svetlobe, oziroma da se odpremo temu, ne. In tudi noter so v bistvu potem vaje, ki pomagajo na nek način, kako priti čim bolj, oziroma kako se tej svetlobi najbolj odpreti. Ja, 160 vaj je zbranih v tej knjigi. Kako pravzaprav se lotimo knjige? Moramo najprej pobrskati po sebi, da vidimo, kje nam kaj manjka, kaj se nam je po noči zgodilo, in potem na podlagi tega iščemo vaje ali pač odpremo in ok, danes bom pa tole delal. Kakšen princip je branja, uživanja te knjige? Ok, najprej mi povejte, če me slišite. Ja, vas slišim. Ok, super. Se pravi, vsi imamo vprašanja, vprašanja o tem, da si želimo dobre odnose, da si želimo biti uspešni v svojem poklicu, naprimer, in tako naprej. In vsi doživljamo tudi, da mogoče nismo najbolj v pretoku, v kakšnem polju svojega življenja, na področju svojega življenja. In zdaj vsak sam to pri sebi ve, in ta knjiga je zelo lep, pregleden priročnik, kjer so v prvem poglavju razložene tehnike sanjanja, tehnike dela z notranjimi podobami, ali je to v budnem sanjanju ali pa v nočnih sanjah. In sicer v bistvu gre za te različne principe dela, in potem pa cel ta obsežen srednji del knjige je poln vaj, ki so vedno osredotočene okrog enega problema. Se pravi, naprimer, želim si manifestirati eno super uspešno kariero, ne vem, karkoli, in če imate probleme z manifestacijo, probleme s tem, kako usmeriti svojo namero, da bi uresničili določeno stvar, ki si jo želite, potem recimo greste v poglavje, kjer gospa govori točno o igranju z manifestacijo, in tam vas potem pričaka v bistvu opis, kako aplicirati te vaje na prav določene v bistvu aspekte vašega problema. In vaje so v bistvu transformativne. Se pravi, recimo imate blokado svojega pretoka, čustveno, lahko na ravni prepričanj, lahko imate v bistvu stališča, ki vas ustavljajo, mogoče vam manjka vere, mogoče vam manjka energije za uresničitev, take prebojne, ki bi naredila, da res sijete in prekličete v bistvu stvari, da pridejo k vam. Se pravi, lahko se pojavi na različnih ravneh in sicer vaje so potem orientirane, da se vsaka vaja dotakne prav določenega specifičnega problema in vam ga pomaga transformirati, preobraziti. Se pravi, blokado za blokado v bistvu preobražate. Zdaj, ta preobrazba se dogaja s tem, kar je v bistvu glavni princip dela te kabale luči, ki je v bistvu popravljanje.
na ravni podob. Se pravi, meni se razodene v bistvu, najprej vidim blokado, ker to je tisto, kar nam podzavest najprej sporoči. Najprej, tako kot nek sistem za imunost, nam pokaže, kaj narobe. In potem v bistvu to je ta prva stvar, ki jo vidimo, naprimer, ne vem, gremo v svoj vrt, ampak moj vrt je čist zaraščen, totalen džumbus, neprehoden in tako naprej. In v bistvu, kaj rabim jaz narediti zdaj v svojemu vrtu? Se pravi, v vrtu porežem, uredim svoj vrt, tako da je spet pretočen, da diha, da rastline dobijo svetlobo in tako naprej. In to je noro učinkovito, zaradi tega, ker v bistvu je ta jezik podob v resnici jezik telesa. In telo dost boljše razume, ko dobi v bistvu podobe, kakor če mi nekaj govorimo z besedami. In v bistvu, ko dobi nov vtis skozi novo podobo, se pravi, naprimer, novo podobo mojega notranjega vrta, je kar nalepam, se to vemo, tist, kjer je fokus, tja gre energija, se pravi, fokus naše zavesti. Kamor mi noter gledamo, kjerkoli podoba je v bistvu v našem fokusu, tja bo šla energija v nas. Kar pomeni, da če mi ustvarimo novo podobo, obudimo novo podobo v sebi, se v bistvu manifestacija sama od sebe začne dogajati v tej smeri. Ampak kako nam telo sporočiti podobe, podzavest? Je to preko teh sanj, ki jih poznamo po noči? Gre za to, da tehnike, o katerih govori knjiga, so tehnike notranjega zrenja. Kar pomeni, da mi zamižimo, pogledamo navznoter, in na lepem se bojo razodele pokazale podobe. Čisto kot v sanjah, kot gremo spat. Sanjanje je še ena tehnika, v bistvu nam naravno dana, gledanja navznoter. Kako pa si potem ne razložimo neke sanje? Nekateri so popolnoma brez smisla, kako ne potegnemo tisto bistvo, da bomo vedeli, na čem delati, kaj transformirati, kje narediti to manifestacijo? V bistvu je prav dr. Schemberg oblikovala proces, kako mi rečemo, da sanje odpiramo, kako jih pogledamo, zaradi tega nočemo reči, da jih interpretiramo, ker s tem bi jih na nek način fiksirali. Mi pa hočemo, da ima vsaka stvar pretok, da teče. In je v bistvu obstaja proces, kako se tega lotimo. Se pravi, najprej postavimo vprašanja, sanjalec pove sanje in mi to poslušamo in potem postavljamo vprašanja, da v bistvu si predstavljamo te sanje kot film. Potem preverimo, katere stvari so iz resničnega življenja in katere stvari so prišle dejansko noter. Zaradi tega, ker naprimer, če se nekaj pred kratkim zgodilo, je tista stvar blizu se mi zgodila v življenju, igra malo manjšo vlogo v sanjah, kot pa nekaj, če bi sanjala o nekomu, ko ga nisem že dolgo časa videla. Potem naslednji korak je v bistvu, da v sanjah pogledamo vzorce. Vzorci nam ponavadi že pokažejo tista stvar, ki se ponavlja, če bi zdaj rekli, da cel čas se v sanjah pojavlja beseda skrb, pa lahko na različnih. Se pravi, ta vzorec že kaže, da me nekaj skrbi. No, in ko potem čez ta vzorec, v bistvu, ko vadiš že nekaj časa, si lahko postaviš vprašanje. Vprašanje, ki ga je verjetno sanjalec imel, ali se tega vprašanja zavedal, ali pa ne. Lahko nas nekaj podzavestno matra in potem se nam tisto skozi ta vzorec pokaže. Mi se pa tle učimo v bistvu, da potem, kot je že Mala rekla, gremo tja, ker je nek problem in ga potem poskušamo popraviti. Zdaj, vem, da se mogoče sliši, kako zdaj jaz popravim. Dejansko, kot je ona rekla, če vidiš vrt, ki je zaraščen, je logično, da želiš, da bi bil tvoj vrt lep. Se pravi, samo v podobah gremo in poskušamo to opleti, pa zasaditi nove rože in ustvariti neko podobo, ki nam je všeč. Mogoče samo še eno stvar bi dodala. Tle se mi zdi, če komu težko razumljivo to, tudi ko razmišljamo, vsaka beseda ima podobo. Se pravi, to so te podobe. Dejstvo je, da ni nobenih sanj, ki bi bile nonsens. Čisto vsake sanje so v bistvu sporočilo naše duše nam
v katero smer v resnici noter želi iti in kaj na poti. Ja, pa je kakšna razlika, recimo včasih se zjutraj spomnimo sanje zelo živo. Včasih pa, ok, nekaj sem sanjal, sam pojma nimam, kaj sem sanjal. Je kakšna razlika potem o pomembnosti mogoče tega, kar smo sanjali, ali... Ne nujno, sploh ne nujno, gre za to v bistvu, v kakšnem stanju sprejemanja je zavestni do katere mere je v sanjah buden, toliko, da v bistvu pobere te podobe. Včasih pa zares ni buden. Zato so tudi te različne vrste lucidnega sanjanja, ker smo zelo budni v sanjah ali pa na pol nezavestno in tako naprej. Tudi to se da vzgojiti. Je pa tudi po mojem zelo pomembno, če smo na primer zelo utrujeni, potem se običajno ne spomnimo sanj. Te stvari tudi, kako se mi fizično počutimo, tudi vpliva na to. Če pa imamo več časa, pa da se res naspimo in pol je pomemben ta prehod, ko se v bistvu zbujamo in potem z logičnim umom lahko te podobe opazujemo. Ker dejansko gre za delovanje dveh polovic možgan in mi smo čez dan zelo logični. Ko pa gremo spat, se ta logična polovica pač umiri in dovoli tisti abstraktni, da spregovori. In ta moment prehajanja v bistvu zjutro je ravno, ko lahko ujamemo in tudi razumemo pač sanje ali pa si jih zapomnimo. Krasno, a gremo mi kar na kakšen praktični del, lahko kakšno vajo pokažemo? Lahko probamo z vajo, ja. Se pravi, a boste delu zdravi? Ja, seveda. Se usedete tako, da imate vzravnan hrbet, da nimate prekriženih nog, nimate prekriženih rok, zaprete oči in preusmerite svojo pozornost na dihanje. Puščate dihu, da najde svoj ritem. In zdaj z izdihom, skozi rahlo odprta usta, vidite številko 3. Z naslednjim izdihom vidite številko 2 in z naslednjim izdihom vidite številko 1, visoko, svetlo in jasno. In zdaj si predstavljate, da ste na travniku, ampak da pridete do obzidja, krožnega obzidja, vidite, da se nad obzidjem dvigajo vrhovi dreves, tako da veste, da je znotraj tega obzidja vrt. Se sprehodite okrog, tako da najdete vrata v ta vrt. Če so zaklenjena, najdete ključ in odprete ta vrata, da lahko vstopite v vrt. Zdaj pogledate ta vrt, kakšen je ta vrt, kako izgleda, kako ga vi občutite. In se pomaknete bližje središču vrta, pri tem, da zagledate grm vrtnic. In poglejte, katera je ta vrtnica, ki vas najbolj pritegne. Kakšne barve je, koliko listov ima, je odprta, je zaprta, njen cvet. Kakšen von ima ta vrtnica. In zdaj z naslednjim izdihom skočite v to vrtnico in postanete ta vrtnica. In čutite, imate vse občutke, kako je biti ta vrtnica, kako je vet s tem vonjem, kako se je razpirati svetlobi, kako je vet z vetrom. In takoj, ko imate izkušnjo tega, enkrat izdihnete in pridete ven iz vrtnice in zdaj pogledate vrtnico, kako je zdaj ta vrtnica. A je kaj drugače, če je slučajno malo vela, vzamete kanglico vode, jo zalijete, da ona pride nazaj, da se vrne nazaj v svoje cvetenje. Pogledate sebe, kako ste zdaj vi. Kaj od vrtnice, kaj od izkušnje biti vrtnice ostane z vami.
In zdaj se ozrete naokrog po svojemu vrtu, a se je karkoli spremenilo? Kako je vrt zdaj? In z naslednjim izdihom se odpravite ven iz tega vrta, zaprete vrata. Veste, da je to vaš vrt, da se vedno lahko vrnete ven. In z naslednjim izdihom odprete oči. Ovela je bila. Aha. Ovela je bila. Okay. Kaj se zgodi, ko greste noter? Tako najprej je bil tunel in potem se je, kamor sem se obrnil, se je jasna slika pokazala. Ne? Sprav, tako se je širilo obzorje. No? To se je zgodilo, ko sem stopil. Kaj pa se zgodi, ko pridete ven, pa kaj jo zalijete? Bolj zeleno je bilo vse. Bolj zeleno je bilo. Ona pride do tega, da se čist razcveti, ali kako? Ne, ko sem jo zalil, je se nazaj postavila. Okay. Se pravi, ni več ovela? Ne. Ne. Kaj to pomeni? Pozornost. Sebi. In ko je bilo zalito, se spet zravnala, ne? Wow. Rab, se pravi, kako se ti mu reče, hrano, ne? Ja. Ta prave vrste. Prave vrste. Ja. Očitno bo mogel tole prebrati in delati. Pa ne se ustrašiti debeline, ker je noter tisk malo večji. Tako da se lažje bere. Gospe, dami, hvala lepa za tole predstavitev, za tole izkušnjo. Ok, delati na sebi. Ja, to me kar naprej opozarjajo in vedno znova. Hvala, vse dobro. Hvala vam enako.